Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o hujšanju. Srednji glikemični indeks. V bistvu vem, da mnogi ste slišali za njega, sploh tisti, ki ste prebrali knjigo, ko imajo hormoni žur, tukaj noter sigurno, tukaj noter sem pisala o tem, ampak da vas spomnim. Kaj je načelo srednjega glikemičnega indeksa in zakaj je tako pomembno, da razumemo, kako deluje hrana? Ravno včeraj sem razmišljala, sama pri sebi. Popoldne, prva stvar, sem pojedla maline, tukaj za hišo jih imamo. Še prej grem v vrt, najprej v vrtu take majčkene paradižnike imam in pojem nekaj teh paradižnikov. Ura je bila tam okrog 5-6 ure, se pravi čas za malico. No, potem sem pa prišla v stanovanje in ker sem bila lačna kot volk, sem pojedla burek, ki sem ga sicer kupila za otroke, ampak se me otroci pač hecajo, da burek tako kupujem zaradi sebe, ker je meni tako dober. Ja, skutin burek je meni wow. No, v glavnem, pojem skutin burek in čez popijem jogurt. Nakar pol grem ven in sem pojedla še nekaj malin in potem začnem razmišljati, pa to je malca, to je toliko preveč, jaz sem od tega zredila, pa zvečer. In sem začela v bistvu sama sebe kritizirati, ne. In potem sem rekla, počakaj, no, daj ti zdaj izračunaj glikemični indeks in ko boš videla, kakšen je glikemični indeks, mogoče pa to ni tako slabo. Zdaj tole, kar se mogoče, če vidite kakšen dim okrog mene, kadilo sem prižgala in to je žajbelj. Čakajte, vam pokažem. Žajbljovo kadilo in v glavnem jaz preden začnem snemati videe, pač prekadim zaradi tega, da mi boljš laufa jezik. V glavnem, da nekako vse energije, ki ne sodijo, sem spucam in sčistam in da ostane samo čisti pretok energije. No, v glavnem. Zdaj pa, da vam povem, ko sem šla računat glikemični indeks, dejansko je srednji glikemični indeks bil včerajšnje moje popoldanske malice čisto v redu. Zdaj, če pogledamo paradižnik, ima glikemični indeks okrog 20. In potem seštejemo zraven burek, glede na to, da je skuta, ki je 0, ampak je bela moka, to vlečeno testo, listnato testo, je tam okrog 60-70, se pravi skupni glikemični indeks bureka je sigurno okrog 60. Potem pa, ko k temu dodamo še jogurt, se pravi, dodamo zraven še 15, je jogurt, potem pa zraven dodamo še maline, so pa, mislim, zdaj na pamet govorim, tudi okrog 15. No, in ko to skupaj seštejemo, se pravi, 60 plus 30 je 90, 90 plus 20 je 110. Deljeno z 1, 2, 3, 4 živila, deljeno 4 živila, se pravi 120 deljeno 4 bi prišlo 30, tako je pa to recimo 28 ali pa, ne vem, 25. Na pamet zdaj računam 25 krat 4 je 100, se pravi 27 je. In zdaj, če gledamo, da je 27 srednji glikemični indeks obroka, to sploh ni problematična zadeva, zato ker 27, vse kar je pod 30, je za hujšanje. In bolj problem je to, kar imamo mi v glavi. Spet si jedla, preveč si pojedla, kakšen obrok za popoldansko malico. No, današnja popoldanska malica je bila pa pasenje v borovnicah, pa maline, in potem, ko sem prišla noter v stanovanje, sem popila še jogurt, pa majčkeno sira sem pojedla. In je to, in je popoldanska malica. Pomembno je, da vemo glikemični indeks, sploh pa takrat, ko imamo slabo vest, ko rečem, spet, recimo, zdajle polet pa še sladoled. Sladoled ima glikemični indeks okrog tam 60, se pravi, je potrebno ta glikemični indeks pač znižati. Problem pri recimo sladoledu
je kornet, zato ker če greste vi na sladoled, lahko brez slabe vesti vzamete v šalčki, ampak ima še vedno previsok glikemični indeks. Zato je fino, da imate nekje s sabo mogoče kakšne indijske, brazilske oreščke ali pa mandlje, ker v bistvu, ali pa zraven še mogoče kavo popijete, imate lahko tudi eno tako malco brez slabe vesti. No, zdaj pa poglejmo naprej. Naslednja stvar, kar je pa pomembno, tisto, kar nam povzroča največje težave, je pa to, da našo trebušno slinavko zlorabljamo vsakih nekaj ur, oziroma obrok bi mogel biti na 2,5 uri. Obrok, 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 obrok. In v bistvu tisti, ki spuščate obroke, pomeni, da vam pade sladkor, pade sladkor, pade sladkor in potem naenkrat začnete jesti in pojeste preveč, vam nabije gor sladkor in potem padete dol. In to se dogaja tistim, ki spuščate več obrokov. No, tisti, ki pa prepogosto jeste, pa pomeni, da imate ves čas dvignen sladkor in tole, kar je preveč sladkorja v krvi, vse to telo potem spravi v maščobne celice in dejansko se redite. Tudi ta, ki izpušča obroke, se redi, zdaj se verjetno smejete, se redi in dejansko pita, hrani svoje maščobne celice. No, v glavnem, cilj je, da ostane sladkor čim bolj v ravnovesju in da vsaki 2,5 uri nekaj pojemo, da sladkor da ostaja tudi trebušna slinavka, da konstantno deluje in trebušna slinavka pošilja inzulin, ki odpira vrata celic in enostavno se dobro počutiš. Naslednja stvar je pa pomembna pri zdravem prehranjevanju, predvsem to, da se telo preoblikuje, je pa potem večerja. Za večerjo je potrebno jesti beljakovine in vem, da mnoge ženske spuščajo beljakovine, ker jim ne paše, ker niso mesojede, ker zakisa telo, meso in tako naprej. In če ni zvečer beljakovin, se ponoči zbujate. In kdor se ponoči zbuja, prvo stvar mora se vprašati, kakšna je bila moja večerja. Zato, ker če nimate beljakovin zvečer, telo nima iz česa zgraditi spalni hormon in potem ne morete spati. Naslednja zadeva je pa pomembno, tukaj imam, da zvečer vzamete omega 3 in C vitamin in to je pa zaradi tega, ker omega 3 in C vitamin sta pa ključni 2 sestavini, iz katerih telo proizvaja rastni hormon. Rastni hormon je pa potem tisti, ki nas preoblikuje med spanjem, ki poskrbi za lepo kožo, za obnovo, za dobro počutje. No in predvsem za tiste, ki nikakor nikamor ne pridete, poskusite shake, Neolife shake, noter ima praktično vse sestavine, vitamin A, D. Zdaj, če vam razložim, A je za vid, za obnovo, za sluznico, D je za imunski sistem, E je za prekrvavitev, za kožo, za kapilare, to je močan antioksidant. Potem je C spet močan antioksidant, ampak zdaj, če pogledamo, koliko je na eno vrečko noter, tukaj noter je 15 vrečk, ga je 71 mg. To je absolutno premalo, zato vam priporočam, dajte še 3 C vitamine zraven vzeti. Potem naprej ima komplet vse B vitamine in recimo ljudem, ki manjka recimo vitamina B6, so kronično utrujeni in ne morejo shujšati. B6 vitamin je tisti, ki hrano spreminja v energijo. Recimo, ljudje, ki imajo pomanjkanje B1 vitamina, imajo boleče noge, trzanje v mišicah. Ljudje, ki jim manjka vitamina B9, folne kisline, in vitamina B12, imajo slabo kri in se jim vrti v glavi, lahko celo bliska pred očmi. V glavnem potem naprej imate noter železo, ki je za dovajati kisik v pljuča, v možgane in tudi v celice. Dejstvo je, da železo poskrbi za to, da je glavni voznik, je v bistvu kot glavni voznik vozička, ki se imenuje karnitin, ki vozi maščobne kisline na kurjenje. Jaz upam, da sem dovolj po domač povedala. Potem cink je za imunski sistem, jod, zadnjič sem prav govorila z enim gospodom, je rekel, da je jod ključen za aktivacijo
epifize, se pravi čez črike, in dejansko brez joda ne more ta žleza dobro delovati. Zdaj pa pomislimo, v epifizi se proizvaja hormon sreče, hormoni zadovoljstva. Dejstvo je, da tudi spalni hormon in brez joda zaštekate. Tudi ščitnica brez joda zašteka. Potem naprej imate noter kalij. Komur manjka kalija, je kronično utrujen, brez energije, zateka njegovo telo in zmeden postane. Enostavno ne ve, kaj dela, mogoče zmedeno govori. Potem baker, ki vpliva na dobro kri, selen na imunski sistem, krom je noter, krom pa preprečuje naval želje po sladkem. Enostavno nimate več želje po cukru. Tako da zdaj, če pogledamo, sestava je neverjetna. Dajte poskusiti, ampak ja, kako pijete? Pol vrečke zjutraj, pol vrečke zvečer, vmes je pa pomembno, da imate 2 manjša obroka in kosilo, ki je sestavljeno tudi iz beljakovin in zelenjave. Tako da za vse tiste, ki iščete rešitve, vam toplo priporočam knjiga Ko imajo hormoni žur. Tudi to lahko dobite s popustom, pač ko naročate, dajte kodo noter popust. Rumeno poglavje je točno to, kar potrebujete. Tukaj so celo sladice za hujšanje, zato da vam bo bolj enostavno pač sestaviti obroke, oziroma takrat, ko bi se človek majčkeno posladkal, da ni, da je vse prepovedano, ampak je dovoljeno. No, tako da v glavnem, glejte, tukaj danes tak hitri nasvet za vse tiste, ki želite majčkeno preoblikovati svoje telo in ki se mogoče kar naprej kritizirate, pa ves čas govorite, oj, spet si jedla, pa spet. Dajte sprejeti svoje telo. Vaše telo je svetišče, ni smetišče, in zato ga hranite in skrbite za njega z ljubeznijo. Tako da uživajte, imejte se lepo in predvsem, dajte, vse to, kar boste dali svojemu telesu, se vam bo vedno v izobilju vračalo nazaj. A gremo še na eno karto s prehod v novo dobo. Dajte, prehod v novo dobo, da vidimo. Karta, moj duh je miren, povezana sem z izvorom. In ja, stvarstvo ima vse te oblike. Danes sem govorila s sosedo, pa z mojo prijateljico Darjo, in je bila sem brez šminke, rekla, da te vidim v naravni lepoti. Sem rekla, ja. In potem pride njena mami in reče, ja, to pa mine, lepota mine. Sem rekla, ne, lepota se spreminja. In dejstvo je, da ko vidim določene ljudi tam okrog 80 let stare, kako so lepi. Pa tukaj ni, da nima kakšne gube in tako naprej. Tudi jaz imam kakšno gubo, pa imam 50 let, ampak biti lep pomeni, da žariš od znotraj. In to lahko vsakmu času, ne glede na to, koliko let imate, lahko žarite od znotraj. In to je lepota duše, ki se izraža na obrazu in na telesu. In da se zgodi to v vašem življenju, zato, ker imate sebe radi. Uživajte!